Večina nesreč se je končala z gmotno škodo, v dveh primerih leta 2009 in 2010 pa je po en človek umrl. Najpogosteje je bil razlog za nesrečo lahkomiselnost voznikov. Zavedati se moramo, da je pot ustavljanja vlaka izredno dolga in se ne more tako hitro ustaviti, kot se lahko ustavi osebno vozilo. Za voznike v prometu to pomeni, da se moramo vedno, kadar se približujemo železniškemu prehodu, prepričati, ne glede na to, ali je zavarovan z zapornicami, polzapornicami ali samo z Andrejevim križem, da se prepričamo, ali je proga prosta, tako da lahko varno prečkamo. Policisti vsako leto ugotavljajo več kršitev na križanjih cest železnico. Bi pa morda bilo dobro tudi opozoriti, da v primeru, da če udeleženci v prometu ugotovijo, da železniški prehod s polzapornicami ali svetlobnimi znaki ne deluje dobro, ali da so zapornice predolgo spuščene, ali da se ne spustijo, ko pride mimo vlak, da takoj pokličejo na 113. Tako lahko policisti zavarujejo kraj in pozovejo Slovenske železnice kot pravi morebitnih napak, dodaja Perc.